Tokrat v občinskem informatorju. Mariborska snaga z novimi vozili in delovnim strojem. Osilnici ob Dravi z likovno razstavo zakorakali v praznični december. Začetek čarobnega decembra tudi v Mariboru. Študenti socialne gerontologije povezali starejšo in mlajšo generacijo. V Lovrencu na Pohorju na ogled razstava Pleš snežink. Srečanje starejših občanov v Vozenici. Na Vojašniškem trgu v Mariboru odprli interaktivni lutkovni muzej. Lepo pozdravljeni. Snaga je letos posodobila vozni park z 10 komunalnimi vozili za zbiranje in odvoz odpadkov. Prav tako so nabavili nov delovni stroj za pripravo odpadkov za njihovo nadaljnjo obdelavo v sortirnici. Podrobnosti pa si poglejmo v prispevku. Podjetje Snaga je v zadnjem času posodobila svoj vozni park, kar je izrednega namena za delovanje z odpadki. V letošnjem letu lahko rečem, da smo pridobili 10 novih vozil in en delovni stroj, skupna vrednost 1 823 000 evrov. To je bilo sfinancirano tudi v potrjenem planu in investirano z našim prostim denarnim tokom. Vseh vozil je cirka 80, ampak to je tudi še za druge namene kot takšne. Celotni avtopark, lahko rečem, če bi ga dal po letih, je na 17 let, so nekatera vozila. Jaz ocenjujem v letu 24 in 25 bo še pa ostala zadeva, ki bo posodobljena. Namreč mi imamo potrjen plan za leto 23, vendar sedaj, bi rekel, v teh kriznih časih ne bomo več imeli lastnih sredstev in bomo morali to preko leasinga, ustrezni model, v to nabavo. Tako simbolno so ekipom predali ključe novih vozil. V načrtu imajo tudi postavitev sončne elektrarne, katera vrednost investicije je ocenjena na dobrih 470 000. Sončna elektrarna še ni v celoti zaključena, ker je se malo zakompliciralo pri teh razmernikih, pri dobavi. Zaključena bo v spomladanskih mesecih. Direktor javnega holdinga Maribor je dejal, da takšne naložbe podpirajo. Vemo, da smo v dobi digitalizacije, v dobi sprememb, ki smo jim priča predvsem na energetskem področju. Energetska kriza je botrovala temu, da cene gredo v nebo. Po drugi strani pa, tako kot je direktor povedal, fotovoltaika, nova vozila. Nova vozila ne zgolj in samo zato, da so nova, ampak zato tehnično in tehnološko izpopolnjena, torej manj porabe, manj izpustov, po drugi strani pa seveda tudi pogoji dela. Mariborski župan pa se ob tej priložnosti zahvalil vsem zaposlenim. Vedite, da to vaše delo res cenimo, vsako jutro se zbujamo v čistem mestu in smeti, ki so pravzaprav vse skupaj naša skrb, za te poskrbite vi. Snaga bo sicer leto zaključila precej dobro. Mi smo letos planirali v bistvu zelo konzervativno, zaključili bomo pa zelo dobro, okrog 1 800 000 se bo sukal ta rezultat. Od tega na gospodarskih javnih službah okrog 800–900 000. Seveda treba november pa december še zaključiti, ampak tu nekje je ocena, tako da bi rekel, prvi izračuni so takšni, da bomo v naslednjem letu vrnili vsem našim uporabnikom med 700 in 800 000 evrov. Ampak to so zdaj izračuni. Denar bo vrnjen v obliki dobropisa od 1. julija 2023 naprej. Sedež podjetja je sicer trenutno na Nasipni ulici. Že dlje časa pa načrtujejo selitev k sortirnici odpadkov na Teznu in ravno na tem naj bi delali v zadnjem letu in pol. Pripravljali so idejne zasnove. Medtem ko so v Ljubljani že zasvetile praznične luči pretekli konec tedna, pa so te prižgali včeraj tudi v Mariboru. Skupaj z vsemi obiskovalci smo se sprehodili po praznično okrašenem mestu in si pogledali, kaj vse ponujajo med tako imenovanim čarobnim decembrom, ki se je začel prav včeraj. Poglejmo si v nadaljevanju. Prižig lučk v Mariboru so letos izvedli nekoliko dni kasneje kot pretekla leta, ob tem pa tudi napovedali, da jih bodo zaradi varčevanja z energijo ugašali ob 23. uri, proti koncu meseca pa nekoliko kasneje. Sicer pa so s prižigom prazničnih luči v središču Maribora začeli z dogajanjem v okviru čarobnega decembra. Meščani so se tako v spremstvu Vile svetlobe, kolednikov in drugih sodelujočih sprehodili po praznično okrašenih ulicah. Čarobno, res čarobno. Zelo lepo. Zelo lepo okrašeno, veliko jih je.
Ja, za si pogledati. Najbolj navdušeni pa so bili otroci. Super je bilo, tukaj smo bili skupaj z ledeno in ognjeno kraljico. Lučke so se prežgale, ko smo mi prešteli do nič. Fredo! Gajče, sem mislil prvo, da je ta snežna kraljica zlomna, pa je v bistvu ta rdeča. Doli gledali snežno kraljico, pa jelenčka Ludrfa. Bilo je zelo lepo. Najbolj svetlo in živahno pa je zagotovo na glavnem trgu, kjer letos stoji tudi panoramsko kolo. Prvi so ga že preizkusili. Super. Povejte, kakšno doživetje? Zgoraj je ful lep razgled, malo je hladno edino. Pač zanimivo, počasi gre, pa tako. Fajn. Vidi daleč naokoli. Ja, pa lučke se lepo vidijo, tako se vse lepo sveti, tako da je ful cute. Ja. Sicer pa bo panoramsko kolo obratovalo skozi ves teden, in sicer od ponedeljka do petka med 14. in 22. uro, v soboto, nedeljo ter v prazniki pa med 11. in 22. uro. Za posebno doživetje oziroma obisk kolesa bo potrebno šteti nekaj evrov. Tako otroška stopnica stane 6 evrov, odrasla 7 evrov, družinska pa 24. V prazničnem siju likovnega sprehoda skozi razstavo likovne sekcije kulturnega društva Pavza so v Selnici ob Dravi včeraj v praznično osvetljenem in okrašenem hramu Arnolda Tovornika začeli pestro kulturno dogajanje v času veselega decembra. Že tradicionalno so uvodoma v praznični december popeljali z razstavo likovnih del likovne sekcije kulturnega društva Pavza, s katero so prikazali dela, ki so nastajala izpod rok ljubiteljskih umetnikov skozi vse leto. Naše članice in člani v bistvu s tem likovnim sprehodom, ki je že tradicionalno nekako v mesecu decembru, ob koncu v bistvu iztekajočega se leta, v bistvu želimo pokazati, kaj vse smo tekom leta ustvarili. Naše umetnice in umetniki so zelo kreativni in plod te njihove ustvarjalnosti in kreativnosti lahko vidimo danes tukaj. Ob tem pa so poskrbeli tudi za pester glasbeni program. S prežigom luči, ki je bil tokrat bolj simbolične narave, pa so začeli praznično obarvan december v Selnici ob Dravi. Obiskovalci pa menijo, da je december eden tistih mesecev v letu, ki je najlepši. Ja, to praznični september je dejansko poln nekih dobrot, pričakovanja, vsega lepega, tako da tudi te razstave, to so neke znamenitosti, potem tudi prežig teh luči, to je dejansko taki praznični prizidek tega. Več druženja, da smo lahko skupaj spet, da nismo spet zaprti v svoje okolju, tako da se lahko, pa da malo pogledamo tudi, kaj ustvarjajo kolegi pa prijatelji. Kaj pa vam pomeni, ste slišali, se pravi december, prazniki, lučke, dogajanje? Slovesnost ob koncu leta, jaz pravim, da se zaključijo stvari, začnejo nove. Je pa prav to, da se družijo, da se tudi spoznavajo, ker jaz nisem od tukaj, pa da spoznaš kakšnega novega človeka, pa kakšno dobro besedo z njim spregovoriš. Mislim, da je to to. Po besedah tamkajšnje županje so tokrat izvedli sicer bolj skromen prižig luči, a je vsekakor uvod v pestro kulturno dogajanje v občini. Poleg teh lučk, katere dokaj skromno, pa vendar menimo, da je tudi to dovolj, bomo imeli tudi na glavnem trgu oziroma slovenskem trgu pred občino oziroma cerkvijo še majhen gozdiček, kjer bo tudi nekaj malega lučk, da bomo še tam malo potrdili oziroma naredili malo bolj božično novoletno vzdušje. Pestro dogajanje pa bo skozi ves mesec tudi v tamkajšnjem hramu Arnolda Tovornika, ki je prav včeraj zasijal v svoji praznični odeji. Študenti socialne gerontologije Alma Mater Europeja so pripravili v domu za ostarele Senekura Maribor skupaj s starostniki in otroci iz vrtca Pobrežje medgeneracijsko ustvarjalno delavnico z vajami za krepitev spomina. Kaj točno so počeli in kako je bilo, si poglejmo v nadaljevanju.
Medgeneracijsko druženje je pomembno z več vidikov. Ker starejši se velikokrat počutijo manj vredne, nepomembne in s tem mi dokažemo, da njihovo znanje, spretnost je še vedno potrebne za družbo. Hkrati pa mlajši pripomorejo samim starejšim, da se krepi spomin, da se spretnosti še vedno ohranjajo, v glavnem vse aktivnosti, da se ohranijo kak iz ene in z druge strani. Starejši so bili veseli, da so dobili družbo najmlajših. Popestrijo nam dan, tako da smo veseli. Vidim, da kar veselo ustvarjate, z njimi rišete, tudi sicer imate radi takole otroke, druženje. Ja, precej. Tudi delavnico tukaj hodim, ko imamo razne delavnice, tako da ustvarjamo razne stvari. Pristen stik z mlajšo generacijo je pomemben za tiste, ki ostajajo ves čas v domu. Ja, zdaj, to, kar smo povezovali te številke, pa pač pobarvali, kar je bilo. Drugo, zdaj, ker jih tako ne poznamo, pa zdaj se je težko kaj tako pogovarjati. Ste pa uživali, verjetno vam je všeč takole, da otroci pridejo? Že, ker jaz jih osebno nimam, se malo bolj težko znajdem, tako da samo ne pa, da bi rekel, da ker imamo nečakanje, imam 3, kaj bi rekel, s stricem 4-krat, tako da samo nisem z njimi skupaj, ker sem tu skozi v domu. Sicer pa se na samem študiju socialne gerontologije med drugim posvečajo prav starejšim. Mi prepoznavamo starejše v družbi današnji in okolici in tako tudi lahko vodimo varno starost in individualno se posvečamo starostnikom in v bistvu olepšujemo in preučujemo še zadnje življenjsko obdobje. Upoštevati je treba, da se prebivalstvo vsega sveta stara. To je v bistvu problem, ki se soočamo ne samo doma, ampak v svetu, to je starajoče se prebivalstvo. Vedno več bo tudi starejših in zato imamo tudi v bistvu cilj, da približamo ta poklic in da ljudje ga spoznajo, ker je lep poklic. In ne nazadnje ne gre samo za poklic, ampak kar poslanstvo. V avli osnovne šole Lovrenc na Pohorju pa je bila minuli vikend odprta razstava Ples snežink, ki sta jo pripravili društvi Pikapolonice in Male Pikapolonice. Kaj so letos pripravili, si oglejte v prispevku. Ročnodelski krožek s pomočjo šole vodijo članice Društva upokojencev Lovrenc na Pohorju. S tem se podružijo, si krajšajo čas, hkrati pa še izdelujejo lepe izdelke. Danes pa imamo razstavo Snežinke plešejo, ročnodelsko, ker smo napravili različne te stvari, predvsem pa nas veseli, da bomo lahko osrečili v naši mariborski bolnišnici bolnike. Kaj pa jim boste podarili? Podarili jim bomo 200, zdaj imamo trenutno 217 snežinke napravljenih in pa copatko tudi za novorojenčke, teh je pa tudi že okrog 50 je že napravljenih. Pa še celo leto jih delamo, ker neverjetno koliko je otrok. Otroci so v času razstave tudi ustvarjali. Kaj mi lahko povete, kaj delate zdaj? Šivamo. Kaj pa šivate? Prtiček. Pa rade to delate? Ja. Koliko prtičkov ste že zašili? Enega. Ja. Enega smo. Pa kaj ste naredili za delata mucko, kaj pa ste še naredili drugega? Jaz sem smrekica, jaz pa snežaka. Letos se je v krožek, ki ga imajo na šoli, prijavilo več kot 35 osnovnošolskih otrok. No, in učimo jih teh ročnodelskih veščin, to se pravi šivanja, razne tehnike šivanja, nekatere so že začele tudi kvačkati, tudi v različnih tehnikah. Edino plest pa še ne, to bo pa verjetno malo bolj pozno, ko bo že drugo vse osvojile. Na trenutni razstavi so bila razstavljena dela najmlajših, kot tudi izdelki iz krožka Pikapolonic. Delamo razna dela, od kvačkanja, štrikanja, šivanja, razne reliše. Tako da v glavnem, kaj se dogovorimo, delamo vse in se učimo drug od drugega. Nekatere so članice ročnodelskega krožka že več kot 20 let in še vedno so aktivne in ustvarjalne. Prvič za druženja, drugič pa ko rade delamo to, ne? Se pravi, kako pogosto pa se dobite? Vsaki četrtek. In tako bo ostalo še naprej. Med sabo so namreč spletla tudi lepa prijateljstva.
Upokojenci občine Vuzenica so se tudi letos zbrali v dvorani gasilskega doma. Na že tradicionalnem vsakoletnem druženju je tudi letos zbrane pozdravil in nagovoril vuzeniški župan. Upokojenci so se rade volje odzvali vabilo in se prišli družiti s sokrajani in sovrstniki. Tudi letos so bili povabljeni tisti, ki so dopolnili 70 let oziroma več. Da se vidimo po enem letu, da smo živi, da se malo pogovorimo, kakšne težave ima vsak, en ima z očmi, en ima druge težave in da župana vidimo, ki ga imamo radi, smo ga ponovno izvolili. Zelo lepo, pa je fajn, to da nimamo kaj reči, ja, res. Ja, župan enkraten, pa vsi v Vuzenici, res. Dobro nam je vsem, da bi šele zdravi bili. Da so starejši občani pomemben del družbe v Vuzenici, je poudaril tamkajšnji župan. Se radi odzovejo po vabilu, pridejo, pokremljajo in jaz rečem, poleg otrok so to najbolj iskreni, srčni, prijateljski ljudje, ki imam izredno dobre odnose z njimi in verjamem, da bo tako tudi prihodnje. Zagotovo pa gre za tradicionalen dogodek, ki starejšim pomeni veliko. V Vuzenici je v društvu upokojencev članjeno okrog 400 članov. V Vuzenici imamo čast, da nas župan povabi vsako leto, starejše nad 70 let, na to svečano prireditev, to je druženje s kosilom. In pomen za nas je, da se tudi nekdo spomni na nas starejše. Druženje upokojencev pa so popestrili z glasbo in nastopom najmlajših. Mi peremo cel dan, poglejte ročice, poglejte roke, poglejte, kak pride peričice smo mi. Tako veselo so otroci nastopili za svoje babice in detke, ki so nam hiteli razlagati, kaj vse sicer počenjajo z njimi. Kaj ti delaš z babico pa z dedijem? Z dedijo pa delam vodovod, pa malo ploščice popravljam, z babi pa zalivam rože, pa vrt zalivam, malo se igrava, pa mi kaj pomaga, če mi kaj ne gre. Jaz pa z babico pečem doma. Z babico rišem, z dedijem pa piksne točem. Jaz pa z babico kruh pečem, z dedijem pa krave v štali delam. Z babi pečem piškote, z dedom pa popravljam pralni stroj. Jaz pa dediju pomagam glove vlečiti za hišico in dediju pomagam v delavnici. Jaz pa z dedijo delam v delavnici, pa z babi zalivam rože. Jaz pa babici kaj pomagam, z dedijo se pa pogovarjamo. Tako pomagajo starejšim, sicer svojim babicam in detkom, ki so se tokrat udeležili srečanja z županom. Ob kulturnem programu, ki so ga pripravili zanje, pa so jim povedali, da jih imajo neizmerno radi. V kulturni četrti Minoriti pa so v sredo v neposredni bližini Lutkovnega gledališča Maribor odprli vrata Lutkovnega muzeja, ki je na postrešju obnovljene hiše. Na ogled pa niso samo lutke različnih obdobij in različnih avtorjev, ampak so ustvarili tudi prostor za ustvarjalne delavnice in igralnico. V Lutkovnem muzeju se dotikajo mariborske zgodovine ustvarjanja. Predstavljamo našo zgodovino z enim kotičkom, namenjenem Antonu Jezovšku, kiparju in rezbarju, ki je deloval v Mariboru že pred drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni in katerega kultne lutke še vedno igrajo v naši predstavi Žogica Marogica. On je iz rezbaril, tam smo našli v enem članku iz tovariša iz 50-ih let, okrog 5000 lutk, pošiljal jih je po vsem svetu. Iz lesa, žena je šivala oblekce, so bile ročne lutke, marionete, no in en kot absolutno njemu posvečamo, ker je to vsekakor nujno in potrebno, ker je zaznamoval lutkovno zgodovino našega mesta. Sicer pa imajo tudi leteče krave in vse druge lutke, ki segajo od preteklosti v sedanjost z različnimi avtorji. Od
Brede Varl, Bojana Čebulja, Danila Vranca, Janeza Jemca, Janeza Vidica, do sodobnejših likovnikov, ki jih boste tudi na razstavi našli. Skušali smo ujeti različna obdobja, se pravi, so od vsakega desetletja je nekaj predstavljenih, skušali smo ujeti različne lutkovne tehnologije, da lahko ob tem, ko otroke peljemo po razstavi, tudi povemo, kaj vse lutkovno gledališče je, katere vrste lutk obstajajo. Poleg razstave in prostora z lutkovnim odrom pa so uredili tudi prostor za ustvarjalne delavnice in igro. Kjer bomo otrokom ponujali različne delavnice na različne teme po predstavah sobotnih, ki jih imamo redno na sporedu. Vsako soboto pa bomo v Lutkovnem muzeju imeli nekoga iz naše hiše, gostitelja, ki bo pričakal obiskovalce, se z njimi pogovarjal tudi o kakih neformalnih zaodrskih stvareh, ki obiskovalce običajno zanimajo, predvsem pa jim bo predstavil nov muzej in jih bo peljal po naših novih lepih prostorih. V ustvarjalnici so tudi interaktivne table, kjer otroci lahko ugibajo, kateri pajek, to je naš logotip, kateri od njih opravlja katerega od poklicev v lutkovnem gledališču. Mogoče še to, Lutkovni muzej Maribor je dobil za svoj simbol pajka. Pravzaprav smo bili veseli, ko nam ga je oblikovalec Peter Ferlan predlagal, ker je to edina žival marioneta in je poleg tega, da je znan po tem, da oživlja zaprašene kote, tudi mnogoročen, smo potem ugotovili. Namreč lutkovno gledališče je prostor, zelo živ prostor in naši poklici so zelo pisani, se pravi, velikokrat se zdi, da imajo zaposleni v lutkovnem gledališču več kot 2 roki in to v bistvu naši pajki zdaj v ustvarjalnici tudi kažejo. Zaenkrat bo Lutkovni muzej odprt v četrtek, petek in soboto med 16. in 18. uro ter v soboto in nedeljo med 9. in 13. uro. To je za danes v občinskem informatorju vse. Sicer pa bo nocoj v Mariboru svoja vrata odprlo tudi dogajanje v okviru Vilinskega mesta. To soboto pa se bo v številnih občinah začelo praznično dogajanje. Jutri bodo slednje odprli ob 16. v Vuzenici. V Pivoli na Pohorski tržnici bo ob 17. otroke obiskal Miklavž, ob 18. pa prirejajo tudi miklavževanje s prihodom Kramposov v občini Miklavž na Dravskem polju. Spremljajte nas sicer tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.